Kako vidim pa resno, pa mene v smeh vrže. Velik človek, prostovoljec, upornik, humanitarec, to so v bistvu oznake, s katerimi se pač opisuje profesorja Boris Karbonja. Mene pa zanima, kaj vam oznaka humanitarec pomeni. V bistvu humanitarec je tisto, kar pravzaprav še jaz dolgo časa ne bom. Ne? To je človek, kateri pravzaprav svoje življenje izključno podredi v skrbi za sočloveka, ne? In to v popolnosti, brezkompromisno. Zdaj, zakaj sebe ne vidim humanitarca? Zato, ker še vedno mi zmanjkuje časa za veliko število ljudi, ki rabijo pomoč. Zdaj načeloma me prepričujejo, da sveta ne morem rešiti, ampak na to floskolo jaz ne pristanem. Zdi se mi, da pravzaprav vsakdo lahko svet reši z svojim delom, z vztrajnostjo in pa seveda požrtvovalnostjo, s tem, da pač seveda jasno v ospredju mora biti človek. Zato še lep čas jaz ne bom humanitarec. Sem pa na tej poti delam, da bi mogoče nekoč postal. Prvi tvoj pojav v javnosti, kaj sem ga jaz opazila, bilo s tem projektom z ladjicami. Ta 6 milijonov ladjic za 6 milijonov žrtev holokausta. Je bil to zametek te poti? To je bila v bistvu moja generalka, da sem preveril, koliko pravzaprav lahko aktiviram ljudi za neko dobro delo. Ne? In če sem zmogel takrat, v bistvu ampak res celotno Slovenijo, ker smo potem za dijaki celo zemljevid Slovenije si narisali in barvali vse regije, odkot so ladjice prihajali. Na koncu, ko smo zadevo zaključili, smo ugotovili, da je cel zemljevid Slovenije pobarvan. Ne? Pa še preko meje smo malo pljusknili. Takrat je meni postalo jasno, da z tem svojim načinom komunikacije z javnostjo, z načinom razmišljanja, v bistvu lahko aktiviram eno kritično maso ljudi, ki na zelo podoben način razmišljajo o tem svetu in pa o krivicah, ki se še vedno dogajajo ljudem. In to je v bistvu na nek začetek te moje poti, katero pravzaprav zdaj skupaj z uporniki hodimo in delamo. Kot profesor zgodovine so jasni vzorci, ki se ponavljajo skozi čas. Pa s tem projektom tudi, če gledamo nazaj drugo svetovno vojno, pa grozote, ki so se dogajale, ampak na nek način se še na tem planetu dogajajo podobne, ali pa če ne so še hujše, mogoče ne tako masovne kot druga svetovna vojna, ampak vseeno se dogaja. Koliko se ljudje naučimo kaj iz zgodovine? Mislim, vse človeštvo uči kaj iz zgodovine? Žal ne, zato ker tu sicer jaz vedno kot zgodovinar ostro nastopim, ko mi kdo razlaga, kako se zgodovina ponavlja. Zgodovina se v nobenem primeru ne ponavlja, samo ljudje ostajamo enaki tepci. Zdaj, tu je še ena stvar, tudi se spomnim takrat pri teh ladjicah, da je bilo nekje na polovico te prehojene poti kar precej takih pripomb, glej, ne bo ti uspelo, nemogoče je 6 milijonov ladjic narediti, na koncu nam ni uspelo, je bilo 2 milijona 400 tisoč, pa še to je bilo preveč papirja, ampak jaz se vedno sprašujem, a res govorim, a so res številke tako pomembne, namreč meni se zdi, da vsaka oseba, ki je žrtev česarkoli, ali je te res grozljive zgodbe, ki je vezana na drugo svetovno vojno, holokaust ali genocide po svetu, ki se še vedno dogajajo, ali mora res biti neka številka za to, da človeka pretrese. Meni se zdi, da vsaka oseba, vsak človek, ki je žrtev kakršnekoli zlorabe, nasilja, ali je nekako porinjen, ne po svoji krivdi, na neko stransko pot, da je to katastrofa. In da pravzaprav številka ni pomembna. Se mi zdi, da je 1 ali pa milijon enako grozno. In to je tisto, kar moram reči, da mi vedno zvoni v glavi, še iz srednje šole, ko je moja profesorica rekla, milijon žrtev je tako relativna stvar, ampak če je ena izmed teh milijonov žrtev nekdo, ki je tebi osebno blizu, je pa absolutna popolna katastrofa. In iz tega tudi izhajam sam. Se pravi, en človek, žrtev česarkoli, je katastrofa za človeštvo. In to mislim iskreno in resno. Ko ste srečali sošolko iz faksa, ko je bila na robu preživetja, pa je hodila in da se hodila prehranjevati v javno kuhinjo, je ona pa na nek način povod vsemu temu, kaj se je bolj sprožilo naprej? Težko bi odgovoril. Bilo je v neki situaciji tam okoli leta 2008 en kup nekih sprožilnih mehanizmov, ki se je v meni sprožil en plas te ogorčenosti nad situacijo, v kateri živim. In tega nenehnega strahu,
da bi pred auditorijem svojih dijakov bil neverodostojen. Se pravi, eno učim, drugo pa delam. In to dvoje v profesiji, ki jo upravljam, ne sme biti. Se pravi, če želim, da moje dijaki prisluhnejo, da me dijaki slišijo, potem moram tudi v praksi živeti to, kar pripovedujem. Se pravi, boriti se proti vsem oblikam nestrpnosti, kot sem prej že povedal. In pa tako kot vedno povem, da pač kot starš si pač vedno želim svojim otrokom vedno zmerno vestjo pogledati v oči, da pač enostavno po svojih najboljših močeh se trudim za vse ljudi, ne samo za svoje otroke. Vidim to, kako se razdajate okrog, pa vsem ostalim ljudem. Vas najbolj otroci pogrešajo, pa žene? Zdaj bom rekel tako, jaz imam pač zelo veliko sreče. Namreč ob sebi imam, se pravi, Majo, ženo, ki, taka ženska se rodi 1 na milijardo. Se pravi, ona je racionalno strpna in v bistvu me je vzela takega, kot sem. In to brezkompromisno. Zdaj, kar se pa tiče sinov, bom pa rekel tako, da vsak trenutek, ki ga, ko me rabita, sem ima na razpolago. In bom rekel tako, da imam prioritete vseeno. Žvižgač. Zanima me, kako je to nastalo društvo, pa dovolj sem občutek, da je to bila neka učna lekcija. Velika. V bistvu je to bila skok v vodo, ne da bi preveril, koliko je globoka in koliko je mrzla ali vroča. Z enakim entuziazmom kot v upornika sem se lotil tudi takrat žvižgača, ampak se je zgodila pač ena situacija, ki je dokaj normalen pojav v skupini ljudi, ki pač hrepenijo po oblasti. In znotraj žvižgača je nastala ena situacija, ko pravzaprav je Boris dobil protiutež v želji po vodenju. Zdaj, načeloma, meni ni to, nič mi to ne pomeni in tudi razen to, da me vsak toliko časa moji uporniki zmerja in sami vejo, direktor, to je recimo ena stvar, ko mene, ko ježavec postanem. Ravno prej je Jurček mi tako lepo rekel, tako mingrede mi je navrgo ustanovni člani, na to sem alergičen, ker tega sem se na žvižgaču poslušal. Ampak zdaj, da ne bom predolg, nič drugega kot to, naučili so me, oziroma naučil sem se, da stvari moraš imeti v svojih rokah, se pravi, vse vajeti držim v svojih rokah. S tem ne pomeni, da omejujem svobodo svojih upornikov ali vse upam, da jih ne. In absolutno dam jasno vedeti, karkoli se bo narobe zgodilo, prevzamem 100% odgovornost jaz. In v bistvu zelo moraš biti previden pri iskanju sodelavcev na področju prostovoljstva, ker je zelo malo ljudi, ki bi ta pojem razumeli. V tem se mnogokrat poskušajo iskati neke svoje nadomestke za neuspešno življenjsko kariero ali službeno kariero, malo pohlep, ko se začne na TRR nalagati večja količina denarja, zdaj govorimo o nekaj tisoč evrih, ne 100 tisočih žal. Takoj nastane neke ideje, kaj bi in takoj začne ljudi prsti srbeti, tudi v prostovoljstvo. In zato mislim, da je upornik danes zelo varen, zelo trden, ravno zaradi tega, ker smo se vsi skupaj veliko naučili. Da pač nekatere stvari se ne da z demokracijo. In tukaj sem zelo jasen, strog, brezkompromisen. In tu se pri centih zna zgoditi, da že začnem svoj glas malo povzdigovati. Jaz sem 3 mesece v bistvu bil popolnoma na tleh. To mi je bil eden hujših udarcev. In takrat sem jaz tudi rekel nikoli več, nobenega društva, ne bom več tega delal, ampak tako kot je moja babica doskrat rekla, zarečenega kruha se ne več. Torej 3 mesece potem se je rodil upornik, ali kako se je? Ja, točno 3 mesece potem se je pa postal ta upornik, ki je pravzaprav bil bolj en pritisk strani patra Bogdana Knausa. On je v bistvu imel že prej humanitarno organizacijo oziroma društvo z statusom organizacije. On je mene v bistvu kontaktiral preko Facebooka, tako kot večina ljudi. In je rekel,
jaz vam to podarim. Ne? Jaz najprej kategorično ne morate vi meni tega podariti, ker je to status organizacije, to je hudičevo dolga pot, da prideš do tega statusa, ker ga država ne rada podeli. Drugo kot drugo, ne veste, kdo sem. Ne? V končni fazi vi ste pater, ne? Se pravi frančiškanski minih. Jaz sem recimo zelo levo, rdečo usmerjen. Pol mi je on razložil tako hitro, ne? Da pravzaprav si jaz to samo domišljam, da v meni je ena samo pobožnost, ne? In me prepričal v to, da ga celo verjamem v Boga, čeprav se pravim, da ste ateist. Skratka, težko naterati žabo v vodo. Ne? Tudi tu sem jaz potem relativno hitro zadevo sprejel in potem se je rodil upornik. Ne? On je v bistvu, bila je zadeva tak, ne, da mi smo se pravi, upornik je samo novo ime za staro organizacijo. In mi smo potem samo spremenili ime, statut smo malo spremenili, namembnost smo spremenili, malo razširili dejavnost in v bistvu pater je podelil vse pravice, da to lahko zadevo prevzamem jaz kot Boris Skrbonja. Kaj je bil njegov razlog za to? Alarm se vklopil, se mi dom. V bistvu on je v meni prepoznal pač človeka, kateri je delal z srcem. To je meni tudi zelo velik kompliment z njegove strani. In pač enostavno, tako kot se je veliko krat že zgodilo, ne, kot ljudi opozarjam, gledajte, ne tako brezglavo nakazovati denarja Borisu Skrbonju, saj ne veste, kdo sem, ne, kako kdo ve. Zdaj preko Facebooka jaz lahko marsikaj pišem, lahko marsikaj govorim, ne? Ampak načeloma pač nekako očitno nekaj izžareva iz mene, da mi zaupajo. Tako je tudi Bogdan zaupal in v bistvu smo še vedno zelo močno navezi. On je ohranil, oziroma jaz sem zahteval, da ohrani, on je častni član upornika, ne? Lahko ga vzame kadarkoli želi, lahko ga zapre kadarkoli želi, če zazna, da bi bilo karkoli narobe. To je njegova pravica in v statutu tudi zapisano. Ko smo bili na prireditvi, ne, sem Staša Paneca predstavil prvič v živo, ne, in beseda, ne, in pol je vprašal, rekel, no, kaj vidva, tudi trdite, da sta ateista, in svoja mulca takoj ja, ne, pravi, ne verjamem, je rekel, ker če sta tak kot oče, on nikakor ni ateist, ne, in to mi vedno znova razlaga. Je tudi edini človek, kateremu dovolim, da se pogovarjava o veri. Ker jaz vero jemljem kot zelo intimno stvar. Ravno zato, ker mu v bistvu zaupam kot človeka. Po vsem tem, koliko se ljudem pomaga, daje, ne, se najdejo bolj taki, ki obsojajo, kritizirajo, grozijo. Ja. Dve možnosti sta, ne, da je nekdo res v osnovi tako hudoben človek, da pač enostavno je hudoben, ali pa enostavno uporniki pri posamezniku vzbujamo slabo vest, ker pač jim nastavljamo gledalo, kako pravzaprav so brezbrižni in neodgovorni do sočloveka. In potem je seveda najlažje svojo lastno gnojšnico zlivati po drugem, ne pa po sebi. Jaz vedno dijakom povem, najhujša stvar v življenju, ki jo boste morali narediti in je zelo, zelo težka, skoraj da muke ježeve, je to, da se zjutraj, ko si zobe čohaš in se gledaš v ogledalo, sam sebe rečeš, mater Boris, ti si pa totalna pizda, ker tega nisi upal narediti ali nisi sposoben narediti. Samemu sebi priznati, da si slabič. To je najhujša stvar. Veliko lažje svojo lastno bedo in svoj lasten gnoj stresiti na druge. Pa so krivi cigani, pa so krivi pijanci, pa so krivi geji, pa so krive lezbike, pa so krivi begunci. Super tema. Še vedno so največji sovražniki v Sloveniji, pa jih že celo leto ni. Kaki vali begunstva, imamo še kuj ono mrežo tam, pa ono zajle, pa vse tisto sranje na meji, pa ne hodijo več. Se pravi, najlažje je to narediti. Ne pa samemu sebi v oči pogled, pa reči, glej, mačo, malo pa si, govno. To pa so prav podporniki upornika. Armada ljudi, kateri verjamejo v to, da se svet da spremeniti na boljše. In hvala Bogu je teh veliko več. Drugače pa mislim, da v tem obdobju od žvižgača do upornika je pa že verjetno krepko čez 1000 ljudi, ki smo jim pomagali. Vse zapridajo tukaj ljudje, ki imajo res hude težave. Zdaj, in pa resno bitje, ki čutimo drugega, kako zdaj ohraniti to, da se ne nalepi, jaz temu rečem, ta bolečina bolj na vas. Zdaj verjetno je tudi to, da delamo timsko. Jaz bom rekel, predvsem z Nino ogromno predebatirava stvari, se pogovarjava, kar mislim, da je to zelo pomembno za dober obstoj upornika.
verjetno pač praksa svoje naredi. No. Ne bom rekel, da sploh ne, da bi se me ne več dotaknilo, ne. Nisem imun, da bi bil imun na te žalostne zgodbe, ampak enostavno moram potrkati, ne, da do danes je vedno bilo tako, da smo vedno našli neko rešitev. Ne. Vedno je bila neka rešitev, ne, zdaj ne vedno 100%, ampak vedno neka rešitev, da pravzaprav tem ljudem vendarle damo nek občutek varnosti, da se njihov problem recimo začne počasi reševati. Zdaj nekateri problemi se rešujejo na daljše obdobje, nekateri na krajše obdobje, v vsakem primeru pa se ljudem pomaga. Ne, in potem je ta občutek, ko sam vidiš, da se neke stvari premikajo, ti daje en občutek varnosti in miru. Pa je potem, kakšna izkušnja, pa bi rekel, da se te je mogoče najbolj dotaknila? Ja, zagotovo pač primer Duleta iz Kidričevega, ne, ki pač tam je bila situacija dokaj zapletena in pač, ker enostavno ni šlo dovolj hitro, človek naredil samomor. Še v sredo sem ga kontaktiral in ga prosil, da naj počaka, da bomo probali ta denar dobiti. Našli za, mislim, da 1600 evrov. V petek so mi potem sporočili, da se je obesil. V bistvu tisto moram reči, da me je kar precej vrglo iz enega ravnovesja. Drugače pa, ja, sej vsaka zgodba posebej, no. Moram reči, da sem že tu v pisarni se razjokal, no, kdaj, ne, pa. Na eni strani, da so ljudje, pa so ljudje, no. Takrat se spomnim, ko smo se pogovarjali za zgodbo gospe, ko je pretvarjala se, da je... Mislim, lahko malo več o tem poveš, ker jaz ne morem niti obnove narediti, ker se mi tako zdi, o moj bog, kak je sram. Ne, ona je celo potem prišla, ko smo je že razkrinkali, prišla brez sramu, ne, sem nazaj v pisarno, sicer takrat brez vozička. Jaz se zgodba je zelo enostavna, pač ona je prišla k nam z zgodbo, da je mati menda 7 otrok, zdaj številka mogoče ni čisto točna, in da je invalid na vozičku. Mi smo ji pomagali, mislim, da 2 meseca. Potem je pač situacija nanesla to, da se nam je zgodilo, da nam je zmanjkalo bonov za trgovino in sem pač jaz, Nina me poslala, sem jaz šibal v trgovino, da nam dajo bone, da lahko naprej, ker je bila gužva. In ko jaz stopim v trgovino, je nek gospod tam pri teh policah splazil tako zelo nekontrolirano. Ne? In tisto, da je bilo meni jasno, da zaradi mene je bil v panike. Ne? Kaj pa zdaj to? Ne? Jaz sem bil seveda fokusiran, dajte mi tiste bone, ne? Ampak vseeno, zakaj je ta človek res tako panično splazil? In ko se jaz nagnem, tako da pogledam, zgledam jaz to žensko, ki hodi, ki ni na vozičku. Ja, in jaz vzamem tiste bone, šibam nazaj, ker je bilo seveda prioriteta pri čim prej nazaj v pisarno. In jaz stopim k Nini noter, pa pravim, Nina, ali je ta gospa res na vozičku? In tisti dan je bila tukaj, ne? In Nina pogleda, pa pravi, pa kaj? Pa seveda je na vozičku, pravim, ne, ona hodi. Ne? Na kar je rekel, počakaj, bomo potem, ne? Ja, in se je pač izkazalo, ne? In ko sem jaz njo pozval, če lahko pride, da bi dva razjasnila neke zadeve, ona je mrtvo hladno prišla, brez vozička, sicer z neko masko, čez obraz, kao, da ne vem kaj, neko tuberkulozo ali kaj bi naj potem imela. In ona je potem tu nam trdila, da ona nikoli ni rekla, da ona je invalid. Vseko, pa dobro, koga imate za norca, ne? In pa se pač to tako se je zgodilo, ne? Nagnila nas je. Zdaj, jaz sem bil jezen predvsem zato, ker bi bilo dovolj en klik na Facebooku, pa bi videl, da gospa ima slike iz Triglava, pa ne kot vse, ne? Ampak meni to na kraj pameti ni padlo, ne? To je bil tudi razlog, da sem jaz potem celoten denar, ki smo ga mi iz upornika dali, vrnil iz svojega lastnega žepa, ne? Ker se pač enostavno bila to moja krivda površnosti in pač nisem preveril tako, kot bi moral preveriti, ne? Kaj gre za postopek? Mislim, da nekdo rabi pomoč, se vrne na vas, kaj gre procedura? Ja, v bistvu zdaj osnovne zadeve so tak, da osebno mora priti k nam, ne? Se pravi nič več nadaljavo, dobenih pisem, dobenih Facebookov, dobenih mailov, ničesar, na to sploh ne trznemo, vedno damo enako, osebno v pisarno. Pa tisto je enako kot na Centru za socialno delo, izpiski iz TRR-ja, odločbe in tako dalje. Pa moram reči, da se zelo veliko da prepoznati, ko se ti s človekom pogovarjaš. Pol dobiš pač neko sliko, ko začneš postavljati vprašanje, se znajo, če je kje kaj, imajo za bregom, se hitro kje zavozlajo v kakih informacijah, tako da, ja, pač preverjamo, no. Smo največji tovrstni javni zavod v Sloveniji z 89 zaposlenimi, od tega 71 strokovnih in 18 administrativnih delavcev. Mene je ta zapis spomnil pač asociira na spletne strani velikih podjetij, ker pohvalijo se, ne, da smo največji, pa koliko že obstajamo, pa tralalala, ne.
To meni nosi dve varianti. Ne? Da so največji, kaže na to, da je v tem območju velika stiska. Po drugi strani pa kaj se dela, da teh 71 strokovnjakov pošilja ljudi k društvu, kjer so 4 prostovoljci. Mislim, kako sporočilo daje to tebi? Jaz bom rekel tako, da žal z Centrom za socialno delo pač zelo težko sodelujem. Zdaj, verjetno iz enega preprostega razloga, ker vedno znova dobivam iz Centra za socialno delo povratne informacije, da po črki zakona se nekaj ne da. Upornik je šolski primer, res šolski primer, kako se da pravzaprav nek zakon oziroma neko pravilo, ki je zapisano, in ni dobro za človeka, objiti ali ga celo ignorirati ali ga celo zbrisati. In Centri za socialno delo, za Ministrstvo za socialo in delo in še daljše ime imajo škarje in platno v svojih rokah. In 71 strokovnjakov očitno, se sprašujem, a ne bi mogoče staknili glave skupaj in vse te zakonske ovire, ki te ljudi pahnejo v bedo, enostavno spremenijo. Oni to možnost imajo. In druga stvar, ki me zelo, zelo jezi, je to, da po najlažji liniji odpora vedno rečejo, se ne da. Vse se da. In tako kot sem nazadnje eni gospe na Centru za socialno delo rekel, ker je bil problem, mislim, da banalnih 60 €, kdo bo zdaj plačal nek servis, da neki gospe tam, ki živi v res katastrofalnih razmerah, kdo bo te 60 € plačal? Vse kot dobro, če ste želeli slišati, a bo to upornik poravnal, ja, bo upornik poravnal, če Center za socialno delo ne more, ker imate zakonske omejitve. Lahko vam pa predlagam, da pač date en keslček, pa prostovoljne prispevke zbirate, tako jih upornik zbira, če je 60 € problem. In v bistvu bom rekel tako, da se drugega izogibamo kar tako na veliko, iz enega preprostega razloga, ker jaz nimam energije. Rajši grem sam svojo pot do teh upnikov, ki so pač potem dajo izvršbe ali celo deložacije in se z njimi pogovarjam. Celo bom rekel tako, da se recimo z JMSS-em, z Staninvestom, pa verjetno sem še koga spustil, bistveno lažje s temi ljudmi pogovarjam. Danes me je gospa pravnica iz dopoldan iz Smreke mrtvo hladno poklicala nazaj, gospod Krabonja, glede na to, da upornik se drži vseh pravil, smo se mi v pravni službi odločili, da bomo temu in temu gospodu odpisali obresti, tako da prosim, vi boste poravnali glavnico, mi podpišemo obresti. Brez problema. Bom pa rekel tako, da sem dostikrat zelo užaljen. Ravno zaradi tega, ker tudi kadarkoli sem se pogovarjal tudi z vodstvenimi ljudmi, potem oni meni na dolgo in široko po telefonu razlagajo, kako so obremenjeni, koliko imajo dela, kako je to grozno delo, kako je to naporno delo. Pa čakajte malo, po komu vi to razlagate? No kaj, zdaj ne začnem jaz naštevati, kako moj delavnik izgleda ali kaj. Da pravzaprav v večini časa spim nekje od 3 do 4 ure. Pa prosim, ni to zdaj zato, da bi kdorkoli to v javnost dajal. Je popolnoma nepomembno. Ampak moja filozofija je naslednja. Če jaz v 8 urah ne morem opraviti dela, za katerega sem plačan in poklican, ne samo plačan, poklican, bom pač moral delati 10 ur. Če ne 10 ur, pa 12 ur. Če ne 12 ur, potem pač ne bom šel spat. In če jaz nekomu obljubim, da mu bom pomagal, je pač to moja dolžnost, da pomagam. In če jaz v službi, v šoli ne opravim svojega dela v 5 urah, ja, hudičev bom pač 7 ur tam. Dan ima 24 ur. In počitek je samo nagrada za dobro opravljeno delo. In če ga ne opraviš, pač moraš malo počitka vzeti. Moja filozofija in predvsem filozofija upornika je, kdorkoli potrka na ta vrata, moramo pomagati po svojih najboljših močeh. Zdaj ali s tem upornik štango drži CSD ali državi ali politiki ali komorkoli drugemu, o tem bo moral nekdo drug presojati. Tudi Violeta Tomić je zadnjič dala en zelo simpatičen predlog, da bi bilo dobro, da bi vsi humanitarci, prostovoljci stavkali. In moj odgovor je bil takoj, seveda bi to bil dober udarec državi, vendar ali ne bi bil to še hujši udarec za tiste, ki nas res potrebujejo. In če dam jaz na tehtnico državo, rečemo politiko, in te ljudi, ki rabijo našo pomoč, je odločitev seveda popolnoma jasna. Jaz imam občutek, da se bo neke stvari spremenile, in to v kratkem. Zdaj, ali na
drastično hujše situacije, ki bo pač neka, ne vem, apokalipsa, ne? Kar na koncu koncev tudi zakaj pa ne, če pač moramo to doživeti, ali pa da se bodo stvari spremenile na boljše. In tudi zdaj, recimo v zadnjem obdobju, ko se pogovarjam z ljudmi, ki zelo podobno razmišljajo, kot sam razmišljam, bom rekel tako, da nas ni malo, ki delamo na tem, da bi bil svet lepši. In je to kar taka ena dober občutek. Kar pomnim, Maribor je v neki krizi. Ja. Mislim, jaz se ne spomnim, da bi bila kdaj, da bi zaznala tukaj občutek bilja, lahkotnosti, vedno je nekaj. Ne? Ampak pred parimi leti se pa tudi spomnim, da sem opazila, da se je povečalo, da se na Zavod za zaposlovanje, da se je povečalo delovna mesta, so se pač iskale za te, ki izvajajo rubeže pa te scene, in v tem času tudi valjda se povečala deložacija v Mariboru, ker takrat mislim, da kar to se stopnjuje pa narašča. Pa me je zanimalo, mislim, kaj se zgodi, če imaš kakšne informacije glede tega. Mislim, da je bilo leta 1991, da so takrat vzeli iz zakona ven, da več pravica do doma ni ustavna pravica. Brezdomci, dobesedno. Zdaj bivalne enote, v celi Sloveniji jih je 11 menda, na tem našem koncu menda samo 2 bivalne enote, to se pravi, to je pač prostor, kamor se potem namesti ljudi, ki so deložirani. Mi imamo eno gospo, ki k nam prihaja po pomoč, ki je doživela in preživela deložacijo. Se pravi, dobesedno je postala brezdomka, živela je, oziroma še živi, zdaj sicer malo se je zadeve uredila, pač v eni sobi, ker ni bilo noter ničesar. Se pravi, temu bi rekel samo pač prostor, niti soba temu moš reči. In je pravzaprav bila prepuščena sama sebi. Tako da to je ta zadeva, katera sem tudi zadnjič zelo glasno in jasno povedal, da nič več ne prosimo, jaz osebno več ne prosim, ampak zahtevam, da sta dom, hrana, voda in tista pravica do svobode temeljna. In tu ni dobene debate, tu ni diskusije debate. Človek ima pravico do doma. V bistvu ta porast deložacij se je zgodil po letu 2008. Mislim, da je tu tako bila ena zelo, ne vem, če nisem dovolj v politiki, hvala Bogu. Leta 1991-1992 je prišel tisti Jazbinškov zakon, kjer so ljudje na zelo enostaven način prišli do svoje nepremičnine. Mislim, da je to bilo, jaz imam tak občutek, nimam pa nobenih dokazov, da je to bil sistemsko, pravzaprav so to naredili namenoma. Se pravi, pobrali so denar, ta denar bi ne bil namenjen za stanovanjsko problematiko v Sloveniji, ki nikoli ni bila rešena, ker ta denar, Bog si ga vedi, kje je. Hkrati pa je to recimo ena zelo taka priročna stvar, da država, ko pride v hudo krizo, kar je leta 2008 v Sloveniji se res zgodilo, da pravzaprav začne ljudem trgati nepremičnino, ki se jo da potem za zelo malo denarja na trgu prodati. In glede na to, da je nepremičninski trg se popolnoma sesul, je to recimo bila ena super zadeva, kako pravzaprav pride do poceni nepremičnine. Ker ko sem nekaj teh stvari, ki smo jih uporniki spremljali, recimo, ko grejo stanovanja na dražbo, to res gre za drobiž. In potem se seveda to posamezniki, ki pa imajo, ki v krizi, vsaki krizi se en majhen del ljudi okoristi, ki postanejo potem velekapitalisti, bi temu danes rekli, pravzaprav kupijo ta stanovanja in potem ta ista stanovanja dajo tem ljudem v najem za najemnino in skratka nastane tu en zelo začaran krog, z katerega bomo težko prišli. Če ne bomo dali v ustavo, da je dom neodtujljiva pravica posameznika. In v 21. stoletju v državi, ki je v sredini Evrope, tako imenovane civilizirane Evrope, v ustavi pa smo demokratična država, se to ne bi smelo dogajati. Pač revščina v Mariboru je močno prisotna. Zdaj, vi, ko ste tukaj, vi imate prvi stik z ljudmi, ko se že vtapljajo v tem noter. Medtem kot od zunaj ne zgleda tako, zato ker po ulicah ne vidimo ljudi, oziroma tisti, ki prosijo, niso pač od tu, ne vidimo nekih takih prizorov in tako je vse skrito. Po drugi strani pa revščina, koliko sem jo opazovala, potegne človeka v izolacijo, osamitev, sram pa strah. In kako zdaj pol nekdo, ki zbere toliko poguma, da pride pol sem, da pove, da rabi pomoč, kako takemu človeku da tudi neko drugo vrsto upanja, ker tukaj prije še cela čustvena scena zdrave. Težko.
ko sedi pred tabo človek, ki je malenko starejši od mene, ne, v bistvu, ki ima za sabo 40 let delovne dobe, ki je živel v prepričanju, da dela prav in da pravzaprav bo jesen njegovega življenja pač eno tako mirno obdobje, ko pravzaprav je moral priti k nam, prositi za pomoč in potem, ko mu dejansko poveš, no, danes naprej pa lahko mirno spite in imate celo poletje mirno, zato ker je v bistvu vaš problem rešen. Ne? In ta človek začne jokati. Da jaz potem rekel, zdaj prosim, neko je naslednja, prišel sem rekel, da ne bi se več jokali, zato ker zdaj že jaz smizdil zraven. Ne? In te se tudi smizdimo beno. Boli me, ne, da to ne morejo videti ti ljudje, ki so jih pravzaprav, krivec je jasen. Ne? Krivec je jasen. To je pravzaprav zadnja garnitura, oziroma zadnja garnitura slovenske vlade, ki je brez slabe vesti reševala svoj lastno rit in svojo lastno nesposobnost, katera je pahnila celotno državo v gromozansko recesijo, z izgovorom, da je to svetovna kriza, ja, absolutno svetovna kriza, da bi ti ljudje prišli pogledati, kaj so naredili s temi ljudmi. Da, koliko ni sram vseh tih vrlih politikov, pa zdaj smo že spet pri teh politikah, ampak pač žal drugače ne gre, da so bili pripravljeni svoje babice in detke spraviti na kolena, to so ljudje, ki so 40 let delali, ki so omogočili, da sem jaz danes to, kar sem, da so to, kar so oni, so jim omogočili te generacije. In zdaj smo te ljudi pahnili v bedo in na kolena. Jaz se še vedno pravim, ne, mladi ljudje, težko se dobijo službe in tako dalje, so probleme, ne? Ampak rešljivi. Mogoče ne takoj, ampak na daljši rok se da rešiti. Upokojencev, kaj nam ne reče, pojdite delati. Ne, da imaš primer, oziroma da imamo primer ženske, ki je mačjo hrano jedla, da so ljudje, ki nam prihajajo in povejo in iz vsega, kar vidiš, je jasno, da po nekaj dni ali celo tedna ali več niso ničesar jedli, ker niso imeli kaj za jesti. Ko ti ženska, upokojenka obrne svojo denarnico, meni pade nekaj bakrenčkov, to imam vse. Mislim tako, da je prvo vsak odgovoren do svojega življenja, ne, pa do tega, ki je pač ena. Ampak jaz, ko gledam starejše generacije, to prihaja iz obdobja, kjer so imeli zaupanje v sistem. In sistem se je tekom časa spremenil in jih zlorabo. In zdaj so tu, kjer so, ne, in se jih potiska ne v senco, v neko luknjo, samo ne bojo tiho. Nevidni so postali. Mi imamo, mislim, da 70,000 teh upokojencev, ki so nevidni. Oni ne obstajajo. Saj sem enkrat že zelo glasno razmišljal, tudi v javnosti, da mogoče bi pa Ministrstvo za socialo razmišljalo o tem, da bi upokojencem nehali dajati te res ponižujoče mizerne pokojnine, ki so res krepko po 400 €, da jim enostavno dajo strihnin. Po hitrem postopku, po konec agonije. Ne moreš človeka. Danes je prišel gospod, 273 € ima pokojnine. In njegova žena ima 315 € pokojnine. Kako naj ta dva človeka preživita? Kako? In to je umiranje na obroke in to je definitivno socialni genocid. In Slovenija ima šolski primer socialnega genocida nad upokojenci. Brez da se karkoli ovinkari, brez da smo karkoli prijazni in fini drug do drugega. In tu je odgovornost vseh nas. Mi smo odgovorni za svet, v katerem živimo. Ja, vidim jo. Vidim jo v tem, da se enostavno ti bučmani usedejo in prevzamejo odgovornost za ljudi, kateri so ranljive skupine slovenske družbe. In za ranljive skupine točno vemo, kdo so. In ne more nobena vlada, noben predsednik meni razlagati ali komorkoli drugemu, da bo s tem nastal v proračunu luknja. Ma dajte ga srat, kakšna luknja. Ne more. Bomo pa nekje drugje preškrtarili.
pač ne bomo imeli drugega tira. Ali pa ne vem, karkoli. Razen tega pa, saj nisem ekonomist, pa bolj slabo to razumem, koliko milijard smo vrgli v banke? Koliko milijard? Tu govorimo o nekaj milijonih. In upokojenec, samska oseba ne more imeti manj kot 600 evrov na mesec denarja v roki. Manj kot 600 evrov ne gre. Ljudje morajo živeti. Imajo pravico tudi do dopusta.